Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bom govorila o tem, kako postaviti meje v svoji družini. Prejšnji dan sva s hčerko gledali film Julie Roberts, ne vem naslova, ampak v glavnem zgodba govori o tem, kako je prišla mlada, neporočena učiteljica, pri 30 letih profesorica na college, ki je bil namenjen za ženske leta 1954. In v glavnem, če gledamo leto 1954, to še ni toliko strašno daleč nazaj, no ali pa je, ampak dejstvo je, da če gledam, moja mami, je bila v tistem času stara 7 let. Vojna je zaznamovala tisto obdobje, povojna generacija, in kakorkoli obračamo, potem ko sem bila jaz majhna, je bilo še vedno to, ženska mora biti tiho, mora potrpeti, mora malo stisniti zobe, ker drugim je tako še slabše. In milijonkrat sem slišala strani mojega očeta, ko mi je rekel, bodi tiho pa potrp. Sploh, če prideš kot ta mlada hiš, pač bodi tiho pa potrpi. In seveda, potem si tiho in trpiš. In si tiho in trpiš. In pride trenutek, ko ne moreš več. In vemo, da takrat, ko ne moreš več, kaj ženske naredimo? Pač eksplodiramo. In kaj takrat ponavadi slišimo? A je spet luna? A imaš predmenstrualni sindrom? A te hormoni dajejo? A ne na ta način. S tabo je nekaj narobe, ker če si bila vedno vsem na uslugo, ko se pa zdaj greš. No in potem eksplodiraš in potem stisneš zobe, pa gremo dalje. V glavnem, ko sem zaključila zgodbo mojega zakona, 25 let, prva stvar, ko sem jo povedala doma, kaj je rekel moj oče. Ja, pa nismo mogla malo potrpeti. Jaz sem takrat očetu rekla, pa ga imam res rada. Sem rekla, lahko bi, pa ne želim. Ker imam stranke, ki so bolne in tja jaz ne grem. Jaz tam ne bom pristala, kjer moje stranke so. Mnoge, ko pristanejo, da potrebujejo raka, potrebujejo depresijo, potrebujejo bolezen zaradi tega, da lahko zbežijo pred sabo, pred svojimi čustvi, predvsem pa, ker ne zmorejo več. Obstaja knjiga, dr. Gabor Mate je napisal knjigo Ko telo reče ne. In notri niso rešitve o tem, kako se boš rešil iz tega, ko telo reče ne, ampak so zgodbe njegovih pacientk, predvsem pacientk, ki so pridelale avtoimuna obolenja. In vse imajo v sebi podzavestne programe, moram potrpeti, svoja čustva moram zanikati, moram sebe postaviti na zadnje mesto, moram ugajati drugim, moram poskrbeti za druge in tako naprej. Se pravi, vzgoja, ki smo jo bili deležni, ne glede na to, kje se dogaja to na svetu, sploh ta zahodni svet, dejansko povsod. In zdaj, če gledamo, zahodni svet, kao razvit, zdaj jaz tam, ko rečem kaj takega, tam mi dajte pi, kao kot razviti svet, to pomeni, da v zahodnem svetu je normalno, da potlačimo svoja čustva in ko potlačimo svoja čustva, je potem čisto normalno, da gremo na antidepresive, zaradi tega, da se še dodatno ubijemo. Zdaj pa kako iz tega ven? Ker ena stvar je, v redu, vzgojeni smo bili vsi na ta način, vse po večini, bodi tiho, potrpi, zadrži svoja čustva. No in če boste šli ta film pogledat, ki ne vem naslova, je zanimivo, kako v bistvu so bile te študentke programirane na to, ženska mora podpirati moškega, zadrži vsa svoja čustva, edina stvar je pomembno, da ima otroke in da ima lepo hišo in po možnosti gospodinjske aparate. In če te mož vara, ni pomembno, zaradi tega, ker samo da ven lepo izgleda.
In vse tiste v tistem času so slike, lepe frizurce, nasmejane, srečne izgledajo naven, kako so noter, ni pomembno. In točno ta generacija, ki je recimo danes stara 80 let, kako so škrnicom z eno vrečko samih zdravil. No, zdajle, ko tole snemam, na okno je priletel metuljček. In ta metuljček dobesedno, in včeraj je bilo tako zanimivo, bila sem pri eni tukaj zraven, nohte dela, ravno tako metuljček priletel na okno. V bistvu, metulj je pa neka prispodoba za preobrazbo gosenice. Če si sebe predstavljamo tako kot gosenico, ki rinemo skozi življenje. Metulj je svoboda, gosenica je pa to, kar smo mi kot ljudje. In v bistvu mi ne vemo, kaj je potrebno narediti za transformacijo. No ja, vemo, ampak zanimivo je, gen, ki to gosenico spremeni v metulja, imamo mi dejansko prisoten tudi v svojem srcu. Jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala. V glavnem, gen, ki povzroči, da se dobesedno razpade, te celice razpadejo in da se naredi ta juha novih celic in se potem iz teh juhe novih celic preobrazi v metulja, dejansko imamo mi prisoten v našem srcu. In ta gen je povezan z ljubeznijo do sebe. To je edina možna transformacija. Ampak edina možna transformacija in prva stvar, ko začnemo pa ljubezen do sebe, je pa postavljanje mej. In mogoče napišite seznam stvari, ki vam grejo na živce. Kaj vedno delate, pa imate dovolj. Ne morete več. No, česa ne morete več? In tisto napišite. In prvo stvar, tam je treba narediti meje, reči dovolj, tega se jaz ne grem več. Recimo, ženska je programirana, če je poročena, pomeni, da mora dati noge narazen takrat, tako govorim kot mislim, ko se partnerju dvigne. A je res potrebno samo zato, ker si poročena, to delati? Če te ne paše, tega ni treba delati, ker je to tvoje telo. To je prva zadeva. Druga zadeva, če sta s partnerjem oba dva v gospodinjstvu, si razdelita dela. To je druga zadeva, se pravi, vi niste tista zato, ker ste podpisala nekoč, dokler naju smrt ne loči, ti bom tudi prala, bom prenašala vse tvoje žalitve, bom pobirala za tabo perilo, bom to delala. Čakaj, nič od tega niste podpisale. Nobena od nas ni podpisala tega, ampak to paše v paketu. Zato, ker si ženska, moraš pristati na to. Vem, da mlajše se mogoče smejete, pa rečete, da to sploh obstaja. Ja, poglejte svoje mame pa babice, pa boste točno vedeli, da to obstaja. In druga stvar, kar mi moramo vedeti, mi ženske, je to, da kaj delamo, ko pospravlja za nekom, pa nargamo same v sebi. In je tako, za vse sem sama, vse moram sama, jaz sem bila tam. In si tako kot mlinček, kar melje. In ta mlinček, ki melje, ti popelje vedno nižje, in na koncu pride, ne morem več. Zato je prva stvar, ki jo moramo mi, ženske, narediti, treba je jasno povedati pri sebi, kaj mi želimo, jasno pogledati, česa ne želimo več in narediti red. Ne s tem, da se pritožujemo, ampak takrat, ko je partner, če ga slučajno pije, trezen, takrat se z njim pogovorite za mizo in dejansko zdaj pa takole. Midva bova razdelila dela. Toliko, da veš, te pa te zadeve, jaz se ne strinjam. Ni mogoče pametno, da to napišete in ne nazadnje date nekam na neko mesto, kjer bo vidno mogoče v spalnico. Pač to so pravila, pravilniki
In dobro veste, ko greste v službo, dobite neka pravila, je to tako. Kaj pa v zakonu? So pa nenapisana pravila in marsikdo si jemlje kot samo po sebi umevno in mogoče, če vam je do vrh glave, mogoče je čas, da naredite red. Vem, da mogoče mislite, da je to težje narediti kot pa, govoriti kot pa narediti. Ja, moja prijateljica Mima je večkrat rekla, ona je Štajerka, če ni za bit, je pa za it. Jaz ne bom rekla na prvo žogo, da je treba kar iti stran, zato ker dokler imate v svoji podzavesti še vedno program, moram zbežati pred sabo, pred svojimi čustvi, kaj boste delali, bežali boste. In pred sabo pa ne morete nikamor ubežati. Se ne da. Pred sabo ne moreš zbežati. Edina stvar je pomembna, da si jasno povemo, kaj čutimo in potem naredimo red. Ja, vem. Marsikoga je zdajle strah, ko pomisli, ne, jaz se bojim, mogoče avtoritete, pa so bili starši avtoriteta, zdaj je mogoče vaš partner avtoriteta in zdaj vi morate počepati, ker če je nekdo avtoriteta, jaz moram biti mečkana. Ja, pa kva še. No ja. Odnosi so zanimivi, predvsem pa, če vaš zdravje, šola, pomeni, da morate nekaj spremeniti v svojem življenju. Gremo na karte prehoda v novo dobo. Da vidimo prvo sporočilo. Ti si sonce, ki svetiš ljudem, ampak ti si žarek sprememb. Ta tvoja svetloba se širi, ampak ta tvoja svetloba lahko se širi samo na ta način, da ti svetiš. Kdaj svetiš? Ko žariš od sreče. Če si ugasnjena, komu svetiš, še sem ne. In ta tvoja svetloba, ko boš ti v svoji moči, boš lahko delala spremembe. Naslednja. Tvoje srce je čisto in lahko sprejema večno modrost. Modrost. Veste, nekoč so bile ženske cenjene, šamanke. Baba, slovenski izraz, ki je tako slabšalana, babe. Kaj bojo te babe? Nekoč baba je pomenila tako modro žensko, kot recimo ruska babuška. Modra ženska, vračarica. Recimo, če pogledamo samo imena po Sloveniji, divje babe, babno polje, babji zob, potem tam, kjer je najstarejša jama, točno veste, tam pri Kobaridu so babje jame, nekaj takega. V glavnem, baba je samo v Sloveniji tako slabšalno, v osnovi je pa to modra ženska. In zdaj, če imate ve dame mnenje, ko pridete v meno, da ste stare in neuporabne, da dam, točno to ste. Kje se začne starost? A veste kje? V glavi. Jaz bom zdaj imela 53 let, to je zame modrost in mladost. Jaz sem mlada. Ampak jaz sem mlada. Jaz imam energijo in sem mlada. Poslušam dame, ki imajo kakšno leto več kot jaz, ali pa nekatere celo mlajše od mene, pa rečejo, ja, veš, sem stara. A te trešam? Halo? Zakaj lahko sploh to pomisliš, da si stara, če imaš 10 let več od mene? Stara si takrat, ko imaš v glavi starost. Emšo te daje, takrat, ko imaš v glavi, zdaj si pa stara. Nič prej. Jaz zase vem, da stara bom po 90. letu. Prej absolutno zame starost ne obstaja. Pa še to bom mogoče premaknila, ne vem. Ta trenutek je to še zelo, zelo, zelo daleč. Globoko se zavedajte skrivnosti življenja. Ko prosite za modrost, ste hkrati blagoslovljene z ljubeznijo, izobiljem in mirom. Vaša duša pozna vse odgovore. Ja, drage dame, čas je, da se umirite, da lahko dobite sporočila vaše duše. A veste, ta mir
Jaz sama pri sebi tako razmišljam. Tam, kjer živim, imam v bližini eno staro oljko. In oljka zame predstavlja eno tako modrost. Mogoče zato, ker tudi oljčno olje vpliva na možgane. Olive same po sebi delujejo na dobro delovanje možganov. Ne vem, oljka je meni. Wow. Tako kot hrast, recimo. In če bi se zavestno začeli povezovati z energijo dreves. Na Japonskem obstaja izraz, imenuje se Shirin-yoku. In ta Shirin-yoku, da sem prav povedala, pomeni gozdna kopel. Če bi se zavestno začeli povezovati z energijo dreves, da začneš črpati to energijo dreves v sebe in da dovolj, da te ta energija drevesa objame. Včeraj sem se pogovarjala s hčerko in sem rekla, da leta nazaj, ko sem bila v eni taki hudi, globoki jami, ampak res, tako mi je bilo hudo, ker sem se počutila nemočno, vidiš, nekaj moraš spremeniti, ampak me je bilo strah spremeniti, ker sem vedela, kje sem. 3 majhne otroke, brez denarja, kje bom živela, kako bom, pač težko mi je bilo. In vem, da je bila pač neka drama doma in dež je padal in sem z dežnikom dobesedno tekla sem v gozd in sem sedela pod enim drevesom in tulila od bolečine. Toliko mi je bilo hudo, ne jokala, tulila. Imela sem občutek, da me ta duh drevesa objema. Prav tako, da me je objel in sploh to gosto drevo je bilo, da ni padal dež. In jaz sedim pod tem drevesom, ne vem, 1 uro, 2. Jaz sem se čisto umirila, ampak čist, tako, kot bi to drevo posrkalo vso mojo bolečino. Vem, kako je, ko si nemočen. Vem, kako je, ko enostavno ne vidiš rešitve in vem, kako je, ko ti stvarstvo da čudežne rešitve. Ampak stvarstvo ti da čudežne rešitve šele takrat, ko se toliko umiriš vsem noter, ko odpustiš vsem in ko ne dovoliš, da te drame drugih ljudi posrkajo. Ko ima nekdo dramo, rečeš tako, kot majhen otroku, prav, zaletavaj se. Če tebe boli, mene ne boli. Prav. Kje sem zadnjič gledala 2 očeta v eni trgovini. Tako mi je bilo, wow. Majhen otrok se sredi trgovine vrže na tla, kriči, ko zmešan. In te 2 očeta, zdaj ne vem, mogoče sta bila par, niti ni pomembno, stojita vsak na eni strani, tako kot 2 drevesa in čakata, da bo ta otrok nehal tuliti. Tako je bilo. Nista reševala otroka, otrok tuli na tleh in oni 2 samo stojita. Isto pa z nami. Ta narava, na koncu koncev, ki nam daje energijo, samo stoji. In mi smo na tleh včasih, kot majhni otroci, kad kričiš in nekaj. In čaka narava, da se umiriš. In ko se umiriš, ti lahko pomaga. Dokler se ne umiriš, ti ne more pomagati. Pač tako je. Ista asociacija je, a ne? Takrat, ko sem jaz tako, joj, pomagajte mi, nemočna sem. To je tako, kot v knjigi, ki sem prebrala to, začetek knjige, Skrivnosti milijonarjevega uma. Prva zgodba. Nekdo hodi po robu prepada in mu spodrsne in pade čez prepad. In visi in se vklepa in da mi kdo pomaga. In ti se zasliš, tukaj Bog. Samo spusti se in zaupaj. In ta človek, ki je visel čez, a je še kdo, ki mi lahko pomaga? Ja. A je še kdo, ki mi lahko pomaga? Ker pač naravi pa Bogu pa res ne moreš zaupati. Jaz se včasih toliko nasmejim, moje stranke. Pride k meni
In pač gremo čez programe in en od programov podzavestnih imajo mnoge dame, ki rečejo: temu stricu s sivo brado pa res ne moreš zaupati, ker dela take traparije. Boga moram imeti pod kontrolo. Kako naporen. Boga moraš imeti pod kontrolo. Joj. Ne vem, če boš zmogla, ampak meni je tako smešen, ker temu stricu s sivo brado pa res ne moreš zaupati, ker dela take traparije. Preverite, če imate mogoče tudi tak program vi, če ga imate, glejte, ne moreš pa, moraš imeti vse pod kontrolo, ker ta stric tam gor dela take traparije. Ja, normalno. Dajmo, še eno sporočilo. Še enkrat modrost. Ja, modrost, čas je, ti, stara, modra duša, da se umiriš in da sprejmeš večno modrost. Kaj ne rečem drugega? Tako, Havk, govoril sem. Takole, to je sporočilo za danes, za vse tiste, ki se ne morete umiriti, ki ne zmorete peljati krmila svojega življenja, ampak vas življenje šofira po svoje in iščete mogoče izhod v kakšnih antidepresivih, ampak kar vas življenje uči, umiri se. In ko se umiriš, življenje ti lahko pomaga. Bog ti lahko pomaga, angeli ti lahko pomagajo, ampak za začetek umiri se. Tako, ker modrost je v tebi. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da vam stvarstvo pomaga pri tem, karkoli že predelujete v vašem življenju.